Jelka Piškovič iz Študijskega centra za narodno spravo, politični menik in vsakdanje življenje, podoba socializma v Sloveniji. Za besedo. V bistvu ne bom govorila o enem samem posamezniku, ampak o analizi, ki sem jo opravila za več posameznikov, se pravi o spominih na socializem. Pa za začetek samo, da nekako geografsko omejim, to je bilo moje raziskovalno področje, mogoče malo za hec zraven Ljubljana je Bolana Pankrti, ampak zelo, čeprav ni čist natančno, nekako ponazori, kakšno je to raziskovalno območje bilo. Nekatere občine oziroma nekateri predeli mesta so bili bolj razviti, nekateri manj, še posebej je bilo pa nerazvito podeželje, ki je spadalo v občino in to se je potem tudi v spominih pokazalo. Intervjuvala sem 34 pričevalcev, tukaj so na kratko opisani, pa ne bom še tega ponavljala, ker imam premalo časa. Bom samo to rekla, da ta srednja skupina, rojeni med letoma 46 pa 59, mogoče še kakšno leto prej, pa poznej, so bili najbolj zanimivi za mojo raziskavo, ker so dejansko v obdobju socializma, preživeli so različna obdobja, tudi ta rast življenjskega standarda in pa možnosti, ki jih je to prineslo, so jih najbolj zaznamovale. Je pa to skupina, ki je dejansko nekako sovpadala tudi v mednarodnem pogledu z baby boom generacijo. Na vrh sem se zamejila z letom 73, pač zaradi tega, ker so te posamezniki polnoletni, ko se so Slovenijo osamosvojile in sem še nekako domnevala, da se spominjajo obdobja socializma, no to pa seveda ni bilo omejeno. Še to moram povedati, za samo raziskavo se nisem osredotočila samo na pričevalce, uporabila sem tudi dosti drugih virov, predvsem časopisnih virov, glasila nekdanjih ljubljanskih občin, ampak tukaj predstavljam samo ustne vire. Glede na to, da so bili tako različni po starostni sestavi, so bili različni tudi njihovi spomini, ker so imeli pač različne izkušnje. Ni pa bil to edini dejavnik, ki je vplival na njihove spomine, kar se je močno izkazalo, da je družinska izkušnja, še posebno iz časa druge svetovne vojne in pa iz obdobja takoj po vojni, je zelo vplivala na posameznike in na njihovo dojemanje socializma in na ta način so si potem to obdobje tudi zapomnili. Kajti to je bilo zelo turbulentno obdobje in pač različne družine so imele različne izkušnje, ampak so pa prenašale nekako to tradicijo in te izkušnje generacijsko naprej. Seveda je vplivala na posameznike tudi njihova politična oziroma nazorska pripadnost, bom rekla na spominjanje na njihovo vrednotenje preteklosti, kar se je zelo izražalo v spominih. Na njih so vplivali tudi različni javni diskurzi, tu mislim pa predvsem na politične in na medijske, ki so v določenih obdobjih mogoče celo prekomerno prisotni in seveda s svojimi podobami preteklosti vplivajo na pričevalce in na njihovo razumevanje preteklosti. Ker kot sem ugotovila, v bistvu ni pomembno niti izobrazba, ampak katerim virom pričevalci zaupajo, tistim verjamejo potem. Tudi ko se je ob osamosvojitvi spremenil družbeni sistem, je pri nekaterih posameznikih prihajalo do nekega iskanja prostora v tej novi družbeni ureditvi. Mogoče se je to bolj pokazalo pri tistih, ki so bili bolj izobraženi ali ki so imeli prej že nekatere funkcije pri malih ljudeh, se to dejansko ni tako pokazalo. Pa pomembne so bile tudi življenjske okoliščine pričevalcev v času snemanja. Jaz sem snemala v enem daljšem časovnem obdobju pred letoma 2012 in 2016. In tisti pričevalci, ki so bili posneti še v času neke gospodarske stagnacije tam do leta 2014, pri njih je bilo zelo izraženo to primerjanje sedanjosti s preteklostjo na dva načina. Nekateri so iskali v preteklosti boljše čase, pravičnejše čase, nekateri so iskali v preteklosti krivca za nastalo gospodarsko situacijo, kasneje posneta pričevanja pa več tega niso tako izražala. Seveda je to prineslo tudi izzive tako pri snemanju, kot potem pri analizi pričevanj, da se spomnijo pričevalci samo določenih tem ali dogodkov, to je pa čisto človeško, vsi pozabljamo,
Zame je večji izziv bil to, da so mi želeli posredovati točno določeno sliko v obdobju in potem niso bili pripravljeni deliti informacij, ki s to sliko niso sovpadali. Naprimer, imela sem eno gospo, ki so družini so po koncu vojne odvzeli veliko premoženja in njena zgodba je bila osredotočena samo na to obdobje in se dejansko ni želela pripovedovati, kako se izobraževala. Je dobila je takrat univerzitetno izobrazbo, kar večina pričevalcev spravna je bila rojena v 30 letih. Večina pričevalcev je šele potem po 60 letih omenjala boljše možnosti za izobraževanje. Tudi imela je možnost pridobitve stanovanja in vse to, ampak nekako ni želela o tem govoriti, ampak je želela samo od negativnih tistih značilnostih obdobja. Potem pa specifičen problem so bili tudi ljudje, ki niso govorili o svojih izkušnjah, ampak so nekako izražali svoje mnenja o socializmu kot o političnem sistemu. Zaradi vsega tega sem se prispraševala, kaj v bistvu sploh je socializem za te moje pričevalce. So to neke te podobe zunanjosti, državni simboli, neko dobro življenje. Kako so na njih vplivali neki mejniki v tem dolgem obdobju socializma. In sem ugotovila, da dejansko socializem za mnoge od mojih pričevalcev je nekako abstrakten pojem, ki ga povezujejo s političnim sistemom in v bistvu sploh ne svojim vsakdanjim življenjem. Ko so pa govorili o vsakdanjem življenju, je bila pa ta zasebnost izpostavljanja, izboljšanja življenjskega standarda in to so bili dejansko njihovi spomini na socializem. Da jaz sem vseeno oblikovala neke značilnosti iz njihovih pripovedi, kaj socializem je oziroma kako so videli socializem kot politični sistem. Tukaj sem jih razdelila seveda na dva pola, nekatere so pozitivne, nekatere negativne. Moram reči, da so dejansko vsi govorili o njih, samo eni so pač bolj izpostavljali pozitivne, drugi negativne. Pozitivne so seveda tiste, ki so izboljšali njihov življenjski položaj, ki so izboljšali socialni položaj, ki so jim nudili neko varnost, enakost. Zanimivo je to, da so tudi solidarnost videli kot neko sistemsko prvino socializma. Seveda negativne so tiste, ki so kršile človekove pravice, ki so omejevale njihove svobode, ki so privilegiji, ki so recimo omogočali, da so določeni sloji lahko živeli bolje kot oni sami, in pa seveda so videli tudi neke vplive politike na druge segmente vsakdanjega življenja, šolstvo, gospodarstvo, politika, praznovanje in tako naprej. Moram poudariti seveda, da so se življenjske razmere v socializmu skozi desetletja močno spreminjale, zaradi tega tudi nekatere od teh značilnosti, recimo politična represija je bolj značilna za povojno obdobje, medtem ko dober življenjski standard potem za 60. in 70. leta. Kakšna je bila pa podoba vsakdanjega življenja? Tukaj imam spet eno pesem, malo za šalo, malo za res. Himna mladosti Jabropop, leto 1989, ko je že nek vrhunec gospodarske in politične krize, vidimo v bistvu neko nostalgijo za preteklostjo, kaj pravijo, da so bili nekoč lepi časi, da so imeli vikend na vas in so trst po cunju hodili in se življenja veselili. In zdaj, če bi dodali še področje zaposlovanja, so to neka tista tri glavna področja, ki jih pričevalci izpostavljajo v svojih spominih, se pravi zaposlovanje, standard in potrošnje in pa reševanje stanovanjskega vprašanja. Če jih na kratko opišem, delo oziroma zaposlitev, seveda pričevalci so izpostavljali predvsem neko socialno varnost, stabilnost, ki so jo nudila ta varna delovna mesta in pa enakost. Imeli so občutek, da recimo razlike v plačah niso bile tako velike, kot so sedaj, in to jim je dajalo nek občutek enakosti. V svojih pripovedih so opisovali, kako se je prišlo do zaposlitve, da so bila delovna mesta varna, da so občutili nek ponos nad opravljenim delom, nekateri so se tudi identificirali za svojimi podjetji, kjer so mogoče delali celo življenje. Potem zanimivo je, da so izpostavljali, da je bilo njihovo mnenje upoštevano, čeprav, če bi šli gledati druge vire iz tega obdobja, bi videli, da dejansko so bili mnenja, da njihovo mnenje ni bilo upoštevano. Zdaj v spominih se je to nazaj
malo spremenilo, ampak se pravi, to je njihov vidik, kakšen je bil socializem. Izpostavljali so še dobre odnose na delovnem mestu in pa solidarnost. Tudi tukaj, recimo iz njihovih zgodb, vidimo, da so bile vseeno trenje na delovnem mestu, da so bile razlike med tistimi na višjih delovnih mestih in med navadnimi delavci in tako naprej. Je pa zaposlitev nudila tudi druge ugodnosti. Recimo službe so mnogokrat organizirale prosti čas svojih zaposlenih, pomagale so pri reševanju stanovanjskega vprašanja, za nekatere tu so nudile tudi možnosti izobraževanja in pa možnosti za družinske člane, se pravi, otroci so dobili štipendije, so lahko delali v tistih podjetjih počitniško delo, prakso, mogoče so se kasneje tudi zaposlili. Zanimivo je tudi to, da močno primerjajo pričevalci v teh svojih spominih situacijo takrat z aktualno situacijo in v bistvu ne toliko na podlagi lastnih izkušenj, večina je bila takrat že upokojena, ko sem jih jaz snemala, ampak preko nekih izpostavljenih medijskih podob, recimo propada velikih tovarn, ali pa preko izkušenj svojih otrok in vnukov, ki imajo sedaj drugačne možnosti za zaposlovanje, ki težje dobijo službo kot so oni. Standardni potrošnja, to je bil tisti segment, ki so mu največ posvečali svojih spominov. Zdaj, opisovali so različna obdobja, seveda povojno pomanjkanje v prvem desetletju, potem proti koncu 50-ih let, še bolj pa v 60-ih letih se začne standard izboljševati, najboljše življenje v 70-ih letih in potem spet krizna 80-ta leta, ko je bilo dejansko vsako leto slabše. Tu se dobro vidijo recimo razlike med mestom in podeželjem. Kdaj se je ta standard začel izboljševati, tu vidimo predvsem preko vstopa nekih dobrin v njihova gospodinstva, tukaj imamo avtomobile ali pa recimo televizije. Mestno prebivalstvo dobi te dobrine že v začetku 60-ih let, podeželsko prebivalstvo potem od sredine 50-ih let proti koncu, nekateri v začetku 70-ih let. Lahko pa preko njihovih zgodb spremljamo tudi razvoj potrošniške kulture in zavesti, seveda potrošniška kultura se je razvijala z rastjo življenjskega standarda, z vplivom iz zahoda, v 60-ih letih so se odprle meje in tudi z razvojem neke trgovske mreže. Njihova zavest je pa tudi oblikovala v bistvu ljudi od tega opisovanja, kaj se je dobilo, kaj se ni dobilo, če dalje bolj prehajajo k temu, katere znamke so bile boljše, kaj se je dobilo v tujini, pa kaj se je doma dobilo, kje v tujini se je kaj dobilo, nekaj v Italiji, nekaj v Avstriji in tako naprej. Spet zanimivo izražen občutek enakosti. Seveda so socialne razlike tudi v času socializma obstajale, ampak nekako tista generalna večina je imela podoben življenjski standard in to so tudi opisovali na ta način, da jaz smo vsi približno enakem času kupovali avtomobile, gradili hiše in tako naprej. Še zadnje področje, stanovanjska politika in gradnja infrastrukture, seveda ljudje se tu najbolj spominjajo možnosti za individualno gradnjo in pa ugodna posojila, ki jih je bilo pregovorno lahko odplačevati potem v 80-ih letih zaradi učinkov inflacije. Je pa res, da to področje mogoče še najbolj kompleksno od vseh teh. Vidimo dejansko velike razlike tu med mestom in podeželjem, tako v stanovanjski politiki kot v infrastrukturni urejenosti. Mestno prebivalstvo je lažje dobilo družbena stanovanja ali kupilo stanovanja, potem tisti, ki so bili bolj izobraženi, ki so bili na višjih delovnih mestih, prav tako. Medtem ko na podeželju je velikokrat edina možnost za rešitev stanovanjskega vprašanja samogradnja. Samogradnja tudi zaradi tega, ker se je na ta način odlagalo nekako tisto finančno breme na več let. Kaj pa infrastruktura? Tu mislim tako komunalno infrastrukturo kot objekti družbenega standarda, kot so jim takrat rekli, to so bile šole, vrtci, zdravstveni domovi. Skozi desetletja so se te potrebe povečevale in mesto je vseeno imelo drugačne možnosti, boljše infrastrukturne urejenosti, seveda je bilo to glavno mesto. Na podeželju pa vidimo, da je zelo zaostajalo to in da so ljudje dejansko veliko vlagali sami, tako v delu kot v prispevkih, takrat so bili zelo popularni samo prispevki. Zdaj pa če samo za zaključek, v bistvu kakšno je bilo to življenje, da seveda so bile neke gospodarske in politične omejitve, bile pa tudi
modernizacija, razvijajoča se potrošniška kultura in pa to, kar so pričevalci zelo poudarjali, socialna varnost in relativna enakost. In vidimo, da v bistvu ljudi v večini politika ni zanimala, sprejeli so državne predpise in simboliko, kako to vidimo. Večina tudi pričevalcev se ni vključila v Zvezo komunistov, naprimer, tudi se ni večina upirala in postala disidenti, ampak so nekako živeli naprej. Na teh treh področjih so pač zaradi tega, ker so bile omejene možnosti, uporabljali tudi razne strategije preživetvene in zanimivo je, da personalne povezave oziroma neka ta socialna mreža je bila zelo pomembna za ljudi, čeprav so zaupali tudi v državo, da bo poskrbela za njihovo socialno varnost, pa tudi za fizično. In ljudje so zaznavali anomalije v distribuciji materialnih virov, tako na področju standarda, kot na področju zaposlovanja, sicer je bilo delovnih mest dovolj, ampak tudi tam so uporabljali socialno mrežo. Na področju infrastrukture, recimo dostop do telefonskega priključka, bil nekaj takega, kar je bilo najbolj omenjeno, se pravi, tudi tam so uporabljali svojo socialno mrežo, da so prej prišli do neke dobrine. Se pravi, bili so kritični po eni strani do teh anomalij, po drugi strani so sami uporabljali socialni kapital in neformalno ekonomijo, kar je tudi zanimivo, pomanjkanje ni vzbudilo toliko tekmovalnosti, je pa vzbudilo solidarnost in vzajemnost. Ljudje so si med seboj pomagali, vsi so bili v približno enaki situaciji in potem so seveda te socialne mreže pomagale. Čisto za konec, politični mejniki, če sem že v naslovu začela z njimi, mogoče zadnji politični mejnik je ostal pričevalcem v spominu. Kot so kolegice prej predstavljale leto 68, to leto je ostalo redkim v spominu po nekih demonstracijah. Če so bili študenti, če so bili izobraženi, je ostalo navadnim ljudem, dejansko ni ostalo v spominu. Medtem ko leto 88 demonstracije v podporo četverici, še bolj pa potem osamosvojitev Slovenije plebiscit, to jim je ostalo kot neko obdobje evforije, pričakovanja političnih sprememb, ampak tudi pričakovanje za nekim boljšim življenjem. In vidimo, da dejansko bolj kot neke politične te mejniki je na njih vplivala ta sprememba življenjskih razmer, ki so jih mogoče tudi prinesli politični mejniki, ampak njim v zavesti niso dopustili. To je to. Hvala. Hvala Ilki za ta lep prikaz. Vprašanja? Jaz bi imela eno vprašanje. Hvala, to je bilo zelo lepo prikazano. Moje vprašanje pa je ta komparativni vidik. Ne? Recimo, kaj je povezano dejansko s socializmom, kot sistemom, kot ureditvijo, kaj je pa ta modernizacija življenja, recimo, ki je bila tudi v drugih državah, tudi zahodnih ali pa to. Kje se to, recimo, ne vem, če si to kaj obdelovala ali pa raziskave, spremembe na teh področjih ali pa v vsakodnevnem življenju, recimo v Italiji in v Sloveniji. Ne? Recimo tako zelo. Zato po eni vidiki se gotovo prekrivajo, ne? In so povezani z sistemom nekaterega so. Že to, kar na področju zaposlovanja ljudje vidijo zdaj kot neko sestavino socializma, se pravi varnost delovnih mest, če gremo pogledati zdaj, pač gre za spremenjene načine zaposlovanja, tudi globalno, tudi drugje bi videli, da delovna mesta niso več varna. Jaz neke primerjave z drugimi državami nisem delala, sem pa mogoče probala izluščiti, kaj dejansko je neka značilnost političnega sistema, se pravi, sistem je že zaradi svoje gospodarske politike dosti vplival na življenje ljudi, vplival tudi na pomanjkanje, čeprav tudi potrošniške prakse, recimo nakupovanje v tujini, ki je bilo pri nas zelo razvito, ni značilno samo za recimo Slovenijo, socialistične države, ampak dejansko lahko to vidimo v vseh obmejnih primerih. Pri nas je bilo mogoče tukaj neka kreša prišlo med tem, da so bili ljudje poslušni državljani, do tega, da v bistvu so na nek način tudi upor izražali s tem, da so svoje potrebe zadovoljili v tujini, kar jim sistem ni mogel.
Mislim, da še zelo komparacija mogoče že samo znotraj Slovenije, ker je nekateri, se je povedala, lepo imaš večji rudnik območje, pa recimo kateri spomini so, jaz sem mislim na infrastrukturni objekti, torej tam očitno niso bili angažirani, pa niso imeli šole, imajo stereotip, kako so se slabši šolali kot drugje. Marsikaj ljudje so imeli moderne šole prej na podeželju, če je bila lokalna skupnost zagreta, kot v mestih. V mestih sem več Ljubljana imela pravzaprav še do 50 let ponekod v nekaterih prostornih šolskih 4 izmenski pouk. Ne 4, zvečer še večerni gimnazije. Torej, je bilo v nekaterih velikih mestov odzadij, ampak ti si imela vse z enega območja, da ni bi bilo recimo svera, se ti ne moreš to sam narediti, pol komparacijo narediti, pa iste situacije, iste vprašanje bilo zanimivo komparirati 2 mestni okoli, pa 2 podeželske okoli. To bi bilo pa super, ker bi lahko bili, kot da malce rečeno, mogoče sem imel skijanje. Jaz sem se iz mesta, iz novega mesta, smo se videli za pozorovnika vozili vedno v Žurbe, torej na podeželje, če smo jedemo tako reči. Smo ga imeli, tam pa je bilo hitreje, pa je bilo očitno tako družina zorganizirana. Torej, tam je to v spominu, očitno kako lahko pomeni, da mogoče lokalna skupnost ni bila toliko zorganizirana, ali pa to, kar je vedno problem bližine velikih mest. Da je del tisti, ki se vodiš v mesto, da dovoliš tam osnovne potrebe in se manj angažiraš na lokalnem nivoju. Še tam je kaj? Jaz imam malo vprašanje. Se mogoče gre tudi kakšna analiza med recimo temi spremembami družbenega statusa, ki niso nujno samo politično angažirane, se pravi, da pride zaradi, ne vem, bomo rekli, zapostavljenega določenega družbenega razreda, ampak tudi zaradi, ne vem, recimo selitve iz podeželja v mesto, ker vemo, da pač s procesom modernizacije je bila velika značilnost slovenskih mest. In del te populacije, ki pride v bolj urbanizirano okolje, že sam to spremembo dojemlja kot neki, bomo rekli, izboljšanje družbenega statusa. Ja, zdaj prav take, tako podrobno nisem šla analize delati, je pa res, da Ljubljana se je mogoče zelo hitro razvijala, tudi zaradi tega, ker so bile čedalje večje potrebe že od 60-ih let, tudi do desetletja, ko najbolj zrasla in najbolj je zrasla na račun migracij, ne na račun naravnega prirasta, in potem pač je bilo treba čedalje več teh potreb zadovoljiti. Mogoče se potem v 70-ih letih pokaže tisti proračunski primanjkljaj, uvedbe samoprispevka na večji, za vseh 5 ljubljanskih občin hkrati, počasne gradnje ni bilo več mogoče neke infrastrukture zagotoviti za čedalje večje potrebe. Je pa tudi tako, tudi v 80-ih letih, recimo življenjski standard ni to hitro padel, kakor je inflacija hitro rasla. Nekje do sredine 80-ih let so v bistvu še dobro živeli, tudi tisti, ki so imeli vire iz sive ekonomije, so boljše živeli kot tisti, ki jih niso imeli. Tisti na višjih delovnih mestih so spet boljše živeli in niso mogoče toliko občutili tega. Mogoče zdaj sam še to vprašanje samo še pripomnila, ko sem pa se ukvarjala sicer z starejšim obdobjem, ker so s temi tudi percepcijami, rekli posameznikove odrinjenosti ali pa revščine in pač v teoriji revščine obstaja več različnih skupin. In tista zelo pomembna skupina je tudi subjektivno doživljanje revščine. Ni nujno, da si ti po nekih ekonomskih standardih vedno se lahko počutiš revnega, zato ker so tvoj družbeni status tako znižal zaradi nekega. Ja, to je v bistvu zanimivo potem v spominih, ker zdaj doživljajo, da imaš slabši položaj, čeprav, če gledamo čistko objektivno, je bil življenjski standard v socializmu dosti nižji, kot je sedaj. Ampak zaradi nekega tudi občutka socialne varnosti, ki je bil pa takrat večji, se mi zdi zdajšnji položaj njihov slabši. Pa še samo čisto tehnično vprašanje. Je to vse dvočnih zapisi, kar so tudi kopisi narejeni in je to je prva po kartotekah in je dosegljivo? Je dosegljivo. Torej, kako je pa bilo pri vodenju teh razgovorov, koliko časa traja, da se nekdo, ki je malce bolj, bom rekel, introvertiran, da se ti odpre, pa gre na tisto osebne, da ne podaja zgolj teh stereotipov,
splošnega vedenja. Je to 15 minut, je pol ure, koliko si imela takih primerov? Čisto odvisno od pričevalca. Nekateri v bistvu jih nisem mogla do konca intervjuja prepričati. Ampak to so bili izjemno redni. Zdaj seveda nekateri pričevalci lažje govorijo o sebi, neko povezano zgodbo. Jaz sem, moja metodologija bila taka, da sem spraševala po njihovi življenjski zgodbi, da bi čim manj vplivala na to, kar so mi povedali s nekimi mojimi vprašanji. Zanimivo je to, da učitelji, vzgojitelji dosti lažje povejo neko povezano zgodbo, ker so navajeni nekega izražanja, kot pa mogoče drugi. Nekateri so imeli zelo težave, jih je bilo treba bolj usmerjati, nekateri so si oporne točke napisali. Tako, zelo zanimivo je bilo od človeka do človeka, kako se je s tem soočil. Marko, zdaj smo daš možnost, da postaviti zadnje vprašanje. Bo tudi metodološke, sem se pa vprašal, vse teh posameznikov, fascinantno je bilo tole. Koliko je bilo bolj iz podeželja ali kakšno bilo razmerje z mestom, tisti, ki so živeli v urbanosti, ali se da to sploh ločiti? Težko se včasih loči. Zaradi tega, ker recimo prav v 70-ih in 80-ih letih zaradi tega procesa suburbanizacije se dosti mestnih prebivalcev preseli na podeželje. Nekateri so se tudi že prej iz podeželja selili, recimo iz bolj oddaljene, ne vem, Rakitne sem imela primer, da so se preselili v Ljubljano na Rudnik. Tako da migracije so v bistvu potekale, redki so živeli na enem področju celo življenje. Struktura izobrazbe je bila tudi... Ja, zdaj na pametjo ne vem povedati, ampak ja. Večina je bila takih, ki so imeli srednješolsko izobrazbo, seveda se pa to glede na skupine razlikuje. Tista zadnja skupina je imela več univerzitetnih izobrazbi, mogoče še kakšno doktorsko ali kitajska sem našla, medtem ko tista prva skupina imela bolj osnovna šola in srednja šola. Najlepša hvala vsem referentom, najlepša hvala vsem udeležencem, vsem, ker smo se lepo časovno